In prehajamo na drugo točko, torej potrditev novelacije investicijskega programa Energetska sanacija javne stavbe vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Tinkara. Novelacija investicijskega programa je objavljena v gradivu številka 5 izredna, predlagatelj župan, poročevalci pa Janez Krumpak, Boris Ravbar, Katja Kunstelj, Katarina Vegelj in pa Sara Siter. Besedo ima gospod Janez Krumpak. Izvolite. Pozdravljeni. V prejšnjem mesecu smo naredili novelacijo investicijskega programa za energetsko sanacijo javne stavbe vrtec Antona Medveda, enota Tinkara. Sam vrtec Antona Medveda, enota Tinkara, je bil zgrajen že leta 1977 in je namenjen predšolski vzgoji. Stavba je energetsko potratna, z dotrajano fasado, neustrezno izolacijo ravne strehe, starim stavbnim pohištvom in zastarelim ogrevalnim sistemom. Večina oken je energetsko neučinkovitih, prezračevanje je večinoma naravno, razsvetljava pa je neučinkovita. Stavba ne izpolnjuje zahtev PURES-a, to pomeni pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Največji problemi stavbe pa so visoki stroški energije, nezmožnost lokalnega uravnavanja ogrevanja, dotrajana oprema in pa neustrezni bivalni pogoji, pa hkrati z neučinkovitim upravljanjem z energijo. Predvideno je s projektom, da se bo celovita energetska sanacija, ki pa zajema toplotno izolacijo fasade, hidroizolacijo kopanih sten in cokla, toplotna izolacija ravne in poševne strehe, menjava vseh oken in zunanjih vrat, vgradnja toplotne črpalke zrak-voda, posodobitev ogrevalnega sistema, vgradnja centralnega prezračevanja z rekuperacijo toplote, sanacija razsvetljave, dodatno pa je bilo še prenova sanitarij v spodnjem nivoju in pa vzpostavitev energetskega monitoringa. Se pravi, sam investicijski program za ta projekt je bil že izdelan junija 2024. To je bilo preden je bil objavljen razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za obdobje 2023-2027. Novelacija je bila pa zdaj narejena, se pravi, po objavi, ker se točno vidi, ker se točno znano, kaj so upravičeni stroški in pa višina možnega sofinanciranja. Na samem projektu je pa tudi prišlo do nekaj sprememb, se pravi, dodatna dela v primerjavi z investicijskim programom so, da je zdaj dodatno še predvideno prezračevanje. Potem je zamenjava tipa toplotne črpalke, dodatno je ureditev sanitarij, dodatno se bo ugradil klime in pa statična preveritev objekta bo narejena. Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost znaša 1.783.564 evrov in pa 97 centov. Od tega je upravičenih stroškov za sofinanciranje dober 1 milijon evrov. Je pa tako, da glede na pogoje razpisa je omejitev sofinanciranja na največ 49% upravičenih stroškov, oziroma je še en pogoj, da je do 330 evrov po kvadratnem metru neto tlorisne površine. Sama stavba je velikosti 1039 kvadratnih metrov, to pomeni, da je največja možnost sofinanciranja znaša 342.870 evrov. Tako da to znese nekih dobrih 34% od upravičenih stroškov. Je pa tako, da se predvideva, se pravi, pridobitev sofinanciranja strani kohezijskih sredstev, ki se delijo pač na EU, pa državna sredstva v višini 342.870 evrov, ostala sredstva v višini 1.440.694 evrov in 97 centov bo pa zagotovila občina Kamnik iz lastnih sredstev. Sam projekt je že v izvajanju, predvidoma se bo zaključil do konca leta. To je to. Sami cilji ali pa, ne vem, smoter projekta je pa znižanje zagotovitev boljših pogojev v stavbi in za otroke in za pač zaposlene, prvenstveno pa zmanjšanje rabe energije in s tem pa znižanje stroškov, glede na to, da stroške energije grejo v nebo. Potem pa, se pravi, znižanje rabe energije, stroškov energentov, izboljšanje bivalnih delovnih pogojev, zmanjševanje emisij CO2, povečanje deleža obnovljivih virov energije pa dolgoročno zmanjšanje stroškov vzdrževanja pa obratovanja. Najlepša hvala. Zdaj, mogoče jaz sam še dodam, novelacija je potrebna zato, ker pač je bil vmes med tisto prvim DIP-om oziroma IP-om je bil izveden razpis in so znane cene, končne torej izvedbe. Vmes je bil objavljen tudi razpis, ki je pač zahteval, da je potrebno vključiti tudi prezračevanje. Tako kot je bilo rečeno, zamenjena je ta toplotna črpalka iz voda na zrak voda.
pa določene druge stvari se bodo hkrati, ko se bo zdelala energetska sanacija, pač v tem vrtcu obnovile. Vemo, da v tem vrtcu se je govorili že 15 let, da je potreben obnove in zdaj smo se ga celostno lotili in verjamem, da ga tudi v skladu s časovnico posodobimo, da bo eden boljših oziroma med boljšimi najboljši v naši občini in pa tudi na splošno državi. Odpiram razpravo svetniške skupine. Beseda ima Nina Semprimožnik. Najlepša hvala za besedo in en lep pozdrav tudi v imenu naše svetniške skupine. Zdaj tukaj bi predstavila stališče Liste Sandija Uršiča. In sicer se v naši svetniški skupini zelo dobro zavedamo, da je energetska sanacija enote Tinkara nujna in strokovno utemeljena. Kot je poudaril že naš kolega Aleksander Uršič, je že dokument Vrtci Kamnik 2022 do 2025 jasno pokazal, da gre za najbolj energetsko potratno in dotrajano enoto v mreži vrtca Antona Medveda. Zato v vsebini projekta ne vidimo težave, problem pa je način, kako občina ta projekt vodi in predstavlja občinskemu svetu. Če se zdaj malo navežemo, gremo po vrsti. Točka 1. Brez obravnave na odborih in brez strokovne razprave. Gradivo o novelaciji investicijskega programa ni bilo obravnavano na nobenem odboru občinskega sveta. Čeprav 56. in 57. člen poslovnika določata, da mora biti vsak akt predhodno obravnavan na pristojnih odborih. S tem je bila svetnicam in svetnikom odvzeta možnost, da bi se o projektu razpravljalo strokovno, argumentirano in pravočasno. Tudi s članicami in člani odborov, ki danes tukaj niso prisotni, pa so pogosto strokovno bolj podkovani od marsikoga med nami. Izredna seja zato ne predstavlja nujnosti, temveč posledico zamude pri pripravi dokumentaciji. Druga točka. Finančna slika je nejasna in zneski so bistveno višji kot v prvotnem IP-ju. Po dogovoru, ki ga obravnavamo danes, znaša vrednost investicije 1.783.564 in še nekaj centov za DDV. Od tega bo občina iz proračuna zagotovila kar 1.440.694,97 evra. Medtem ko je sofinanciranje iz kohezijskih sredstev predvideno le v višini 342.870 evrov, kar predstavlja manj kot 20% celotne vrednosti projekta. V prvotnem investicijskem programu iz leta 2024 je bila ocenjena vrednost okoli 1,2 milijona evrov, kar pomeni, da je bil projekt v enem letu podražen za več kot 500.000 evrov. Razlogi za tako veliko razliko niso jasno obrazloženi, prav tako ni razvidno, ali so bili primerjalni stroški in ponudbe glede na obseg del. Tretjič. Razpisne možnosti in sofinanciranje. Občina navaja, da je bil razpis za sofinanciranje objavljen že 20. decembra 2024, vendar občinski svet o tem ni bil obveščen vse do obravnave rebalansa proračuna, ko na konkretno vprašanje našega kolega Aleksandra Uršiča ni bilo odgovora. Pojasnila o razpisu smo svetnice in svetniki prejeli šele 30. junija letos. To pomeni, da se je s pripravo prijave in novelacije začelo z velikansko zamudo, ki zdaj služi kot razlog za izredno sejo. Četrtič. Brez povezave s strategijo predšolske vzgoje. Dokument Vrtci Kamnik 2022 do 2025 je bil pripravljen kot strokovna osnova za strategijo razvoja predšolske vzgoje. Vendar ni bil nikoli predstavljen v občinskem svetu, niti svetniki nismo bili seznanjeni, kaj se dogaja s strategijo, ki je ni med sprejetimi občinskimi akti. Če bi strategijo imeli, bi danes imeli jasen vrstni red prioritet in bi projekte pripravljali pravočasno, namesto da se o njih odloča na izrednih sejah in brez odborske razprave. Zato župana Mateja Slaparja in gospod podžupanja za družbene dejavnosti Romana Čakar pozivamo, da nas seznanita z dosedanjim delom na področju strategije razvoja predšolske vzgoje. Peta točka. Ne gre za nasprotovanje vsebini, naj to še enkrat poudarim, temveč na opozorilo glede načina dela. Naša svetniška skupina zato teh sklepov ne bo podprla. Ne zato, ker bi bili proti energetski sanaciji vrtca, ampak zato, ker menimo, da je postopek nepregledan, prepozen in brez ustreznega nadzora občinskega sveta.
Želimo si, da bi občina pri takšnih projektih ravnala odgovorno in sistematično, da bi pripravila in sprejela strategijo razvoja predšolskega varstva v občini Kamnik, na podlagi katere bi nastal dolgoročni investicijski načrt za objekte. V njem bi bilo na osnovi analize stanja jasno zapisano, katere objekte se prenavlja in kje bi bilo morda bolje razmišljati o novogradnji. Tako bi bile finančne posledice jasno prikazane in bi občinski svet odločal na podlagi strokovnih analiz, ne časovnega pritiska. S tem, ko opozarjamo na te pomanjkljivosti, opravljamo svojo vlogo konstruktivne opozicije, ki bdi nad porabo proračunskih sredstev in zahteva, da se odloča pregledno in z dolgoročno vizijo. Naše sklepno stališče je naslednje. Projekt energetske sanacije Tinkare, še enkrat poudarjam, je smiselen in potreben. Vendar sam način, kako je bil pripravljen in predstavljen občinskemu svetu, pa ni sprejemljiv. Zato svetniška skupina Liste Sandija Uršiča ne bo podprla predlaganih sklepov. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Matija Siter Močnik. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Nekaj skupnih točk je bilo že izpostavljenih v govoru predhodnice. Začel pa z enim drugim pravno-formalnim vprašanjem, in sicer, ko se je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta, je bil le-ta podpisan z vseh treh strani. Strani pripravljalca, strani občinske službe in strani župana. Investicijski program, ki se je obravnaval lansko leto, ni bil podpisan niti z ene strani. Ali sprejetje takšnega programa pravno-formalno zdrži in ali so posledica, ali je dvig cen posledica morda tega, da je vmes prišlo do same spremembe projekta, za kar občinski svet ni dal soglasja v takšnem obsegu. Mimogrede tudi ta dokument, ki ga danes obravnavamo, strani pripravljalca še ni in strani pristojnih še ni podpisan. Kar me navdaja z nekim dvomom, da tudi ukolikor ga sprejmemo, lahko kasneje pride še do sprememb in dajemo neko bjanko menico vsem, tudi morebitnim podražitvam. To se tudi navezuje na moje naslednje vprašanje, kako to, da se je v vmesnem času zamenjal pripravljalec teh dokumentov, namreč DIJP in IP je pripravljalo podjetje MSOL, sedaj pa imamo novega pripravljalca. V uvodni obrazložitvi je bilo že predstavljeno, da statična presoja za sam objekt še ni bila narejena, če sem dobro razumel, kar pomeni, da ukolikor statika pokaže neustreznost objekta, verjetno lahko še pride do bistvenih sprememb pri sami izvedbi sanacije, ne nazadnje se je nekaj takega pokazalo tudi pri sami knjižnici. Kaj se zgodi v primeru, da mi danes tega ne sprejmemo? To pomeni, da ostajamo pri prvotnem investicijskem programu in bodo stroški za občinski proračun ostali na 1 200 000. Ali se drugače kaj spremeni. Če se navežem na to, kar je tudi že predhodnica rekla, sama dinamika podražitve tega projekta. Začeli smo leta 2023, natančneje marca, z dokumentom DIJP, kjer je bila ocenjena vrednost investicije 850 000 evrov, od tega 550 000 lastnih sredstev in 300 000 evrov sofinansiranje. Lansko leto predvidena investicija 1 200 000, letos 1 800 000. Pri čemer poudarjam, ni še narejenih vseh presoj oziroma verjetno lahko še pride do podražitev. Obstoječi objekt, če sem na hitro prav izračunal iz predstavitve, je star 58 let. Če pogledamo dokument in vrednost investicije, ki jo bomo samo iz občinskega proračuna, ne štejem tukaj sofinansiranja, vložili v objekt, pomeni, da se bo finančno povrnil čez 83 let. Se pravi, mora ta objekt v taki obliki ostati vsaj še 90 let, da se nam bo, po domač povedano, splačal. Kar mi je pa pri vsem vodenju tega projekta ne navdaja ravno z upanjem, je pa to, da smo ves čas govorimo zgolj o sanaciji tega vrtca. Ali je bilo kdaj pomišljeno tudi, da bi naredili novogradnjo? In koliko je ocenjena vrednost novogradnje? Namreč, v preteklih nekaj letih se je na področju Slovenije odprlo kar nekaj primerljivo velikih vrtcev,
denimo vrtec Muta, 8 oddelkov, cena izgradnje 4 milijone, pa še nekaj, od tega je država zagotovila 1,2 milijona, ekosklad 300 tisoč, gozdni sklad 200 tisoč evrov, občina nekaj čez 2 milijona evrov. Oziroma drugače, imeli so 41% sofinanciranje strani države. Vrtec Selnica ob Dravi, 11 oddelkov, 4,4 milijone plus DDV, sofinanciranje strani različnih ministrstev in skladov, nekaj čez milijon. Pri čemer gre za popolnoma lesen vrtec. Toliko vprašanj za enkrat, kot rečeno, me skrbi, da to ni zadnja novelacija, da to ni zadnji znesek, ki ga bomo mogli investirati v sanacijo te enote. In kot je bilo izpostavljeno, tudi jaz nisem proti sanaciji. Mislim, da ni osebe v tem prostoru trenutno, ki ne bi podpirala sanacijo oziroma izboljšanja razmer v tistem vrtcu. Sem pa proti načinu, na kakršnega se ta projekt trenutno vodi. Hvala. Hvala, besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Moram reči, da sta moja dva predhodnika tako rekoč pravzaprav povedala vse in se jima bom samo pridružila v tem. Sam način vodenja ali pa sklicevanja seje na takle način, to je investicijski program. Ja, seveda vprašanje, kdaj je takšna investicija povrnjena in vprašanje, če bi bilo mogoče boljše raj nekaj novega zgraditi. Vidim, da nam ne gre najboljš tole načrtovanja. Ne. Tudi to, da smo pod nekim časovnim pritiskom, ker ne bi v naslednjem tednu pravzaprav šel ven ta razpis. Jaz se pridružujem, tako kot sem rekla, pač obema, no, da ne bom ponavljala. Želim si, da bi na odborih lahko to obravnavali, da bi lahko tudi povabili še koga, pa zastavili malo več vprašanj, pa mogoče do same seje dobili že tudi kakšen odgovor. Hvala. Hvala, besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Moram reči, da se prvotno nisem imela namena oglasiti pri tej točki, ampak se strinjam z vsemi predhodniki in bi poudarila samo to. Gospod župan, omenili ste, 15 let se je govorilo. Od leta 2018, veste vsi, ki ste tukaj z menoj v tem občinskem svetu, se pogovarjamo o sanaciji enote Tinkara. O tem so bila postavljena svetniška vprašanja, bilo je v Kamničanki in ne vem, kdo je odgovoren. Podani so bili konkretni predlogi in za novogradnjo in za sanacijo. Zato se mi zdi nedopustno, da danes, leta 2025, rečete, da se 15 let pogovarjamo o tem. Sanacija enote Tinkara se je začela, predtem, potem se je ustavila in je bilo obljubljeno, pa so sredstva bila zagotovljena, pa niso bila zagotovljena, pa so bila v proračunu, pa niso bila, danes smo leta 25, pa smo tukaj, kjer smo. In strinjam se s Nino in svetniško skupino Sandija Uršiča, kako se lahko zdaj ta strategija uporablja, če ni bila predstavljena občinskemu svetu. Tudi v zvezi s tem je bilo zastavljeno več vprašanj, posledica so bili pa samo zgolj pritiski. Kje je strategija in zdaj tudi jaz pričakujem, da se ta strategija predstavi, ker brez in jo potrdi občinski svet, da se vidi. Vmes so bile celo ideje, da se zapira enote, danes pa so otroci po celem Kamniku. Zato me tudi zanima to predvidoma do konca leta. Kaj to pomeni predvidoma? Starši so na 3 lokacijah, otroke vozijo. Mislim, da bi bilo dobro, da vejo, ali je predvidoma, ali bo, ali ne bo, ali se bojo s 1. januarjem selili nazaj v enoto Tinkara, ker predvidoma v bistvu je nedoločeno, ne vemo. Lahko se tudi avgusta 2026, tako kot je rekel Matija, če se pokaže še kaj, če se pokaže na statiki, kaj bomo potem. Tako da zgolj to, hvala. Hvala. Zdaj, preden gremo, kot še kdo bi dal besedo gospodu Krumparku za določena pojasnila, je pa mogoče še z moje strani zdaj pač, kdaj se bo investicija povrnila po mojem kol. Pač tako, ko se hiša, ki jo doma zgradiš, en kol ne povrne. Ampak lažje noč vič, če je energetsko sanirana in manj potrata.
In zdaj tukaj smo se odločili za energetsko sanacijo vsega skupaj, da bo bolj učinkovit, da bo otroci lažji in tudi vzgojiteljice lažje izhajali. In če želimo sofinanciranje strani države, smo mogli tukaj pač narediti ene vrste projekte DIP pa IP, da pač zadostimo njihovim pogojem in če želimo to obnoviti, smo se odločili že zdavnaj, da si želimo, zdaj lahko dobimo ta denar zraven. In ta denar bomo zraven dobili, če bomo pravočasno dali vlogo in pogoj za vlogo je pač ta IP, ki ga boste, upam, da danes potrdili, ker je rok 13.10. In če bi pač ne bil rok 13.10, bi lahko imeli na redni seji in bi to še strokovnjaki na odborih obravnavali, tako pa, ne vem, Nina, ste rekla, da pač ni dana beseda svetnikom, oziroma da je svetnicam in svetnikom ni bilo nič, da vam je bilo odvzeta razprava. Vi danes lahko razpravljate in danes je tema in ni bilo 3 dni, pač 3 dni pred izredno sejo moramo pripraviti, gradivo smo ga 10 dni in je bil 10 dni v javni obravnavi oziroma obravnavi in danes svetnice in svetniki lahko o tem razpravljate, ampak še enkrat, jaz res mislim, da če želimo vrtec obnoviti, imamo zdaj možnost, da dobimo teh 300.000 zraven. Zdaj sprašujete, kaj pa, če bila boljša novogradnja za 4 milijone. Ja, ne vem, če bi šli pa v novogradnjo, bi pa spet govorili o tem, da bi bilo pa boljše tole obnoviti. Zdaj, tukaj je zmer stvar debate. Zdaj pa še glede MSOL, ki je pripravljal prvo dokumentacijo, predvsem on je delal strani energetske sanacije, zdaj pa delamo celostno za objekt, torej vse, kar je vezano na celostno sanacijo objekta, poleg energetske sanacije še tudi nekaj malenkosti, nekaj stvari, ki so noter v objektu za obnoviti, ker je objekt ravno odprt in to bomo hkrati vse naredili, da bo pač varen, dostopen, dostojen, vrhunski, energetsko učinkovit in tako naprej. In to se s tem IP-om potrjuje. Zdaj, zakaj ni podpisan? Najbrž zato, ker ga še niste potrdili. Takoj, ko ga boste potrdili, ga bomo podpisali, ker pa če bi ga podpisal preden bi ga vi potrdili, bi bil nezakonit podpis, ker pač vse IP-e in DIP-e, ki so nad 500.000 evrov, mora potrditi občinski svet in ko bo potrjen strani občinskega sveta, ga bom jaz podpisal. Tako da toliko glede teh prvih vprašanj, zdaj pa mogoče še za dopolnitve, gospod Krumpak. Ja, bi se jaz kar na župana navezal. V projektu prihaja do sprememb, seveda, in zato je tudi prišlo do podražitve. Sem že prej omenil, ampak dodatno je v primerjavi s tistim, kar je bilo, se pravi, lansko leto delano v Invest programu pa predvideno, je zdaj dodatno, se pravi, prisilno prezračevanje z rekuperacijo, potem je zamenjava toplotne črpalke. Prej je bila predvidena zrak, voda, zdaj voda, voda, oziroma ravno obratno, prej je bila voda, voda, zdaj je zrak, voda, ker je bila narejena vrtina in ni bilo dovolj vode. V spodnjem nivoju je zdaj predvidena tudi celovita prenova sanitarij, dodatno so predvidene montaže klima naprav in pa, kot ste že tudi omenili, zdaj, da bi še statična preveritev dodatno. Koliko bi prišel nov vrtec, jaz res nimam pojma, ampak če pa tako nauč, koliko bi pa lahko dobili, če bi bilo 4 milijone, tukaj imate investicijo 1.700.000, ampak ja, teh 342.000 evrov več pač skladno s pogojnimi razpisi ne gre, ampak se tudi druge ni možno bistveno več denarja dobiti. Rečemo, če bi bila investicija 4 milijone, tukaj imamo, ne vem, nauče rečem, 1039 kvadratov je stavba, zdaj bi razpis od zoni za financiranje vrtcev pa osnovnega šolstva, se prijavljate en projekt, tudi ja. Ampak tam je tudi pogoj, prvič se moraš uvrstiti noter, vi ste že tudi osnovno šolo eno prijavljali na to, zdaj imate eno, ne priješ vsakič, kaj je razpis noter, vsakič dobiš manj točk, če si že bil prijavljen, pa tako naprej, ampak tam je, mislim, da je za novogradne je, mislim, da 1.400.000 evrov na kvadrat. Se pravi, če bi bilo to 1000 kvadratov, rečemo 1.400.000 bi dobili od 4 milijonov. Je še zmeram, se pravi, ugibamo, zdaj se pogovarjamo o številkah, koliko je ni to, da bi, ali pa ne vem, ekosklad, Ja, ampak ekosklad je tudi spet za sanacijo, energetsko sanacijo, ampak spet starih stavb je zdaj, se pravi, za občine. Za novogradne ekosklad vam ne dal kot občini nad zraven. Tako da ne vem, če so še kakšni drugi viri. Jaz mislim, da v tem trenutku je to. Je pa res, pač pogoji razpisa so taki, 330 evrov po kvadratu oziroma največ do 49% do upravičenih stroškov, ampak se pravi, tukaj je ta omejitev teh 330 evrov po kvadratu in ja, je pa tako, tako kot je župan rekel, ni samo energetska sanacija, ampak je celovita sanacija objekta. Pa še če se navežem na to, kdaj se bo povrnilo. Nobena investicija v vrtce, šole, bazene, bilo kjero športno infrastrukturo ali pa v kulturo se
žal ne povrne. Vse tudi noter je napisano, da projekt ni tržno naravnan, da ne bo ustvaril prihodkov, kar je tisti neki zmanjšanja obratovalnih stroškov, kar bo prihranka po energiji. Jaz pa mislim, da pri takih objektih, da ni samo to, koliko stane, pa koliko se prešvara, ampak jaz mislim, da bo kvaliteta bivanja za otroke pa zaposlene na enem drugem nivoju, kaj je to danes. No. Je pa resno, da mi v investicijskem programu en del, ki je tukaj noter kot predviden, kot, mislim, je čist pravilno formuliran, da so neupravičeni stroški, to je pa en del projektne dokumentacije, potem bila rep je bil narejen, pa investicijska dokumentacija, to ste tudi v bistvu kot občina ste to že prijavili na Elena sredstva in ste dobili to že tudi financirano. No. Tako da tisto, kar piše 1.400.000 občin, en del tega ste tudi dobili sofinancirano, ampak ne zdaj iz naslova tega razpisa, ampak že v preteklem letu. No. Najlepša hvala. Še kdo? Besedo ima Alenka Jevšnik. Žal se moram tukaj še enkrat oglasiti. Moram reči, da to ni res, gospod župan. Če govorimo o sanaciji in novogradnji, jaz mislim, da z znanimi podatki, znanimi dejstvi, znanimi številkami bi se mi tukaj noter svetniki znali odločiti, ali želimo novogradnjo, ali želimo sanacijo. Ali pa imate, milo rečeno, tako nizko mnenje o nas, da se ne znamo o teh stvarih odločati. Tako da to ni res. In o tem smo se tudi pogovarjali. Ker ne spomnim samo na osnovno šolo, podružnično šolo Gost. Mi smo bili konec prejšnjega mandata odločeni, da se gre v novogradnjo. Zdaj smo bili pa postavljeni pred dejstvo, da smo v sanaciji. Kdo je pol tukaj problem? Hvala. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, še enkrat hvala za besedo. Moj namen zdaj ni bil imeti dejansko točne primerjave in to, kar želim povedati, je to, da smo začeli z energetsko sanacijo, prišli smo do celostne sanacije in počasi te številke bližajo višini novogradnje. Seveda tudi v prenovljeni hiši se boljše živi, še boljše se živi v novi hiši. Veliko lažje bi se tudi takrat že odločili, če bi imeli varianto A sanacija, varianta B novogradnja in bi videli, ok, novogradnja je toliko dražja, ostanemo pri sanaciji, ukolikor seveda ne bi prihajali do tovrstnih povišanj, katerim smo danes priča. Seveda, če se poveča obseg del, je logično, da se povečajo tudi stroški oziroma sama investicija. Kaže pa to na to, da morda takrat projekti v štartu niso bili zastavljeni v takšnem obsegu ali pa strokovno, kot bi morali biti, da morda niso bile narejene vse presoje, ki bi jih DIP in kasneje IP lahko upošteval in bi se tovrstni današnji seji in pa predvsem časovni stiski že takrat lahko v štartu izognili. Hvala. Hvala. Ja, takrat je bil projekt pripravljen za energetsko sanacijo, za prijavo na energetsko sanacijo. Ko smo objekt odprli, smo videli, da je pač še marsikaj za postoriti in mislim, da je prav, da se hkrati pač popravijo še tiste stvari, ki so se odkrile. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi novelacijo investicijskega programa energetska sanacija javne stavbe vrtec Antona Medveda enota Tinkara in pa občinski svet občine Kamnik pooblašča župana, da potrdi morebitno revidirano oziroma dopolnjeno končno verzijo novelacije investicijskega programa energetska sanacija javne stavbe vrtec Antona Medveda enota Tinkara. Glasujemo. Postopkovno. Hvala. Podajam predlog, da se obe sklepih glasuje ločeno. Hvala. Dobro, jaz občinska uprava misli, da je potrebno glasovati skupaj, zato smo tako predlagali. Bomo pa v tvojem predlogu glasovali zdaj. Se pravi, glasujemo o predlogu svetnika Matija Siter Močnika, da se obeh sklepih glasuje ločeno. Občinska uprava tega ne podpira. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 14 svetnic in svetnikov, proti 7. Ugotavljam, da je sklep sprejet in glasujemo v vsakem sklepu posebej. Torej, prvi sklep,
Glasujemo o sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi novelacijo investicijskega programa energetska sanacija javne stavbe vrtec Antona Medveda enota Tinkara. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 16 svetnic in svetnikov, proti 4. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In prehajamo na glasovanje v drugem sklepu, torej občinski svet občine Kamnik pooblašča župana, da potrdi morebitno revidirano oziroma dopolnjeno končno verzijo novelacije investicijskega programa energetska sanacija javne stavbe vrtec Antona Medveda enota Tinkara. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 13 svetnic in svetnikov, proti 9. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet in točka zaključena.